Najlepša hvala. Enkrat danes bomo si še ogledali 2 filma iz te serije. Sedaj pa naslednji input druge šole, in sicer je to dvojezična Trgovska akademija v Celovcu, ki si je pod vodstvom gospe profesorice Mirjam Cvita-Šlemic tudi tako rekoč v detajlu ukvarjala s to tematiko, s to širno tematiko današnje prireditve identiteta. Prosim lepo gospo Julijo Karničar iz 4. A razreda, gospoda Urha Sušnika iz 5. A razreda, gospod Asro Muharemovič iz 5. A razreda in tudi gospoda Jana Ogris Matiča iz 5. B razreda dvojezične Trgovske akademije v Celovcu na oder in prevzamete besedo. Hvala lepa. Spoštovane dame in gospodje, vedno spet se sprašujemo, kaj pomeni identiteta. Identiteta se nanaša na občutek človekove edinstvenosti. Kdo sem jaz, to sem jaz. Vključuje posamezne lastnosti, značilnosti in prepričanja, ki nas ločujejo od drugih. Ključna stvar vsakega posameznika pa je predvsem jezik. Jezik zavzema osrednjo vlogo pri razvoju naše osebne identitete. Z jezikom se naučimo ne le komunicirati, temveč tudi izražati svoje misli in občutke. Jezik, ki ga govorimo, nas povezuje s skupnostjo in je prikaz naše osebnosti. Moj materni jezik je slovenščina, ki me spremlja že od rojstva, in je jezik, v katerem sanjam in razmišljam. Pisatelj Florian Lipuš, ki je rojen v moji domači občini, Železna Kapla, je poudaril, da je jezik več kot le orodje, je fundament, na katerem se gradi naša identiteta. Ob tem pa se zavedamo, da mi kot narodna skupnost lahko resnično ohranjamo svojo kulturo in identiteto le preko jezika. Eden od izzivov, s katerim se mi soočamo, je, da mnogi ljudje sploh ne vedo, da mi koroški Slovenci in Slovenke obstajamo. Namesto, da bi prikrivali svoj jezik, moramo povedati, kdo smo in da je naša materinščina slovenščina. Nikoli ne smemo zanikati svojega jezika, saj velja pregovor več znaš, več veljaš. In to velja tudi za slovenščino, ki je tudi jezik v Evropski uniji. Moji starši so mi posredovali slovenščino in s tem tudi narečje. Ampak žalostno je slišati, kako vedno manj otrok doma govori slovensko. Tudi sama se večkrat vprašam, s kom bom lahko govorila slovensko, ali v narečju, če naš jezik izginja. Za prihodnost smo odgovorni mi, mladina. Če ne bomo ukrepali, obstaja nevarnost, da bomo mi, koroški Slovenci in Slovenke, postali nemi, brez besed, ker bomo izgubili zame najvažnejši del identitete, naš jezik. Od nekdaj so se borili za obstoj naroda in jezika. Šli so tudi v upor za časa 2. svetovne vojne in tako je uspelo zagotoviti našo identiteto in kulturo. Naše večjezično bogatstvo nas obogati in nas postavlja v edinstven položaj, ki ga moramo ceniti in negovati. Zato, cenjeni navzoči, spoštujmo svoj materni jezik in ga posredujmo naprej prihodnjim generacijam. Jaz zase vsekako vem, da bom to storila. Hvala za vašo pozornost. Spoštovani vsi navzoči. Slovenija, država neverjetnih naravnih lepot, izjemnih športnikov, umetnikov, glasbenikov, izumiteljev, država prav zares neverjetnih ljudi. Lepote Republike Slovenije so prikazane že v našem grbu, kjer je upodobljena najvišja gora Slovenije z znamenitim Triglavom, pod njim 2 valoviti črti, ki prikazujeta reke in morje. Nad njim so 3 šesterokrake zvezde,
ki nas spominjajo na čas grofov celskih. Razen v določenih trenutkih pa žal domoljubnost v Sloveniji upada. Ljudem ni več pomembno, pod katerim grbom oziroma zastavo živijo. V Sloveniji se mi zdi, da se ljudje celo sramujejo lastne države, da bi bilo bolje, da bi ostali v Jugoslaviji, kot slišim sedaj velikokrat v družbi. Ampak ne vzemite narobe. Ne gre za to, kako smo politično usmerjeni, levo, desno, gor ali dol, temveč za to, da smo se že v času karantanje borili za lastno samostojno državo, a smo bili v poizkusih zatrti ali pa ni bilo prave motivacije. 23. decembra 1990 so Slovenci takrat skar 95,7% odločili za neodvisno in samostojno Slovenijo. V naslednjem letu na dan, ki ga danes poznamo kot dan državnosti, 25. junija, pa je Republika Slovenija razglasila suverenost in samostojnost. Na ta praznik se Slovenci spomnimo neverjetne odločnosti in enotnosti ljudstva in za vsem srcem si želim, da bi Slovenci še enkrat pokazali tako ljubezen do domovine. Vendar zaradi tega, ker imajo v večini Slovenci slabo narodno zavest, tega zelo verjetno nikoli ne bom dočakal. V primerjavi z drugimi državami je Slovenija, kar se tega tiče, res pri dnu. Najbolj pa se to opazi med zavestjo Slovencev, v razliki med zavestjo Slovencev, ki živijo znotraj meja, in tistimi, ki živijo onkraj meja Republike Slovenije. Kot Slovenec, ki se sedaj že 5. leto šola na Koroškem, bolj opazim narodno zavest pri koroških Slovencih, kot pa pri rojakih v domovini. To je vsekakor treba izboljšati, ker če bo šlo tako naprej, se sploh še izplača imeti lastno državo. K lastni državi spada tudi jezik, ki ga do sedaj še nisem omenjal. Naša ljuba slovenščina. Seveda pa je kot pri lastni državi pri jeziku zelo podobno. Kljub temu, da slovensko med seboj radi govorimo, temu ni tako drugod. Zakaj se moramo vedno mi prilagajati in govoriti nek tuji jezik, pa naj gre to za naše sosednje države ali pa za angleščino? Ko gremo na dopust, na primer, se vedno skušamo pogovarjati v jeziku domačinov. To seveda najbolj drži pri naših južnih sosedih. Skoraj vsi Slovenci, ki gredo na dopust na Hrvaško, se bodo poskušali pogovarjati hrvaško, ne glede na znanje jezika. Medtem ko Hrvati v Sloveniji ne bodo govorili prav veliko slovensko. Ne razumite me narobe. V tem kontekstu imajo Hrvatje prav, ker radi govorijo svoj jezik in ker vedo, da ga mi razumemo, isto bi moralo veljati za nas. Lahko primerjamo še Avstrijo. Večina Slovencev, ki pride sem na Koroško, govori nemško. Niti poskusili ne bodo govoriti svoj jezik, čeprav je tu narodna manjšina. Vse to, kar sem omenil, pa dokazuje, da smo Slovenci še vedno narod hlapcev. Kot da se ne bi znali odločati sami zase, vedno ugodimo, se prilagajamo, sklepamo kompromise, vse dajemo na prvo mesto, le Slovenije, slovenščine ter slovenstva ne. To je opazno še posebej pri slovenski glasbi in še posebej pri narodno-zabavni glasbi. Vsakokrat, ko slišim omenjeno zvrst nekje v družbi, slišim veliko negativnih izrazov, recimo goveja muska. In kot pravi profesor kulturologije Stankovič, narodno-zabavno glasbo Slovenci še zmeraj zmotno umeščamo na pašnike med kozovce in domačije. Jaz pa pravim, da ni lepših besedil o Sloveniji, kot sta jih napisala brata Avsenik. Ne glede na uspehe njunega ansambla, so imeli leti dolga leta prepoved igranja v domovini, takrat še Jugoslaviji. Zanimivo je še to, da so te melodije, ta besedila o Sloveniji, veliko bolj poslušana v Avstriji, Nemčiji in Švici, kot pa v Sloveniji. Verjamem, da to lahko spremenimo, to je, da se nehamo sramovati, odkot prihajamo in da bomo ponosno nosili svojo zastavo, govorili lasten jezik in poslušali našo glasbo. Hvala. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu diesem Vortrag, bei dem es sich um die Sprache und die Identität eines Menschen handelt. Haben Sie sich jemals die Frage gestellt,
Wer bin ich? Was macht mich aus? Warum sprechen ich und meine Eltern eine andere Sprache? Dies, meine Damen und Herren, sind Fragen, über die wir uns nicht allzu viele Gedanken machen. Doch wieso? Darauf haben die meisten Menschen keine Antwort. Azra Muharemovic. Der Name verrät schon alles. Oft hörte ich schon, Österreicherinnen können einen solchen Namen nicht haben. Warum haben dich deine Eltern so genannt? Auch das sind alles Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Aber ich fange mal von Anfang an. Meine Eltern kommen aus verschiedenen Städten Bosniens. Mein Vater aus Zenica und meine Mutter aus Bihać. Ich kann Ihnen nicht erklären, wie stolz es mich macht, ein Teil dieser Bevölkerung zu sein. Mich verbindet sehr viel mit diesem Land. Schon als kleines Kind habe ich es kaum erwarten können, zu meinen Großeltern nach Bosnien zu fahren. Das Klima und die Kultur in diesem Land ist unbeschreiblich. Doch ich ahnte nicht, dass mich mit 11 Jahren mein größter Albtraum erreichen würde. Im Jahr 2015 kam ich in die Mittelschule. Am Anfang, bis sich die Schüler nicht kannten, war alles in bester Ordnung. Das erste Jahr waren meine Mitschülerinnen und Mitschüler und Lehrer alle hilfsbereit, nett und aufmerksam. Ein Mensch kann sich so schnell täuschen, nicht wahr? Mein Albtraum begann im 2. Semester der 1. Klasse. Ich wurde psychisch und physisch angegriffen. Ich bekam die Ecken der Tische in die Rippen gerammt, wurde als Hure, Schlampe und Ausländerin bezeichnet. Die Jungs zogen die Schnüren mit den Metallenden aus ihren Pullovern raus und schlugen auf mich zu. Jeden Tag kam ich nach Hause, fing an zu erbrechen und verlor die Lust, in die Schule zu gehen. Ich bekam Angst. In der 2. Klasse hatte ich einen Krampfanfall im Unterricht. Als ich anfing, wieder zu mir zu kommen, hörte ich lautes Gelächter. Meine Mitschüler traten mich mit den Füßen. Doch wissen Sie, wieso mir das alles angetan wurde? Weil sie damals, wie die Kinder eben damals so schön gesagt haben, eine Ausländerin war. Wegen meiner Herkunft wurde ich niedergemacht, zusammengeschlagen, verstoßen, beleidigt bis aufs Tiefste. Ich flehte die Lehrer an, mir zu helfen, sendete ihnen Bilder von meinen Verletzungen. Meine Mutter schrieb mehrmals E-Mails an den Direktor. Doch glauben Sie, meine Damen und Herren, ob wir jemals eine Antwort von ihnen bekommen haben? Ich stellte mir die Frage damals, wieso? Ich erlitt ein Trauma, doch dann kam meine letzte Rettung, meine Mutter. Sie nahm mich aus dieser rassistischen Schule und schrieb mich ins Bundesrealgymnasium für Slowenen ein, mit der Hoffnung, dass mich da keiner wegen meiner Herkunft verurteilen würde. Nakon razgovora sa direktoricom je moja majka spakirala knjige u poderanu kesu, što je namjerno bilo namjera, i ušla u biro od direktora, a ja sam krenula u razred da uzmem ostatak svojih sveski, dok je tadašnji predsjednik razreda doslovno diskutirao sa mojom mamom. Kad sam napustila učionicu, su me vrijeđali sa riječima umri, preružno. Nakon traume koju sam doživjela u srednjoj školi, sam se dobro smjestila u slovensku školu. Posle dugog vremena sam našla ponovo svoj osmijeh i radost života. Dugo sam bila kao osoba, zatvorena, nisam željela razgovarati ni sa kim. Ali s vremena na vrijeme sam se vratila jaka. Kako bi dan današnji mladi rekli, dobila sam glow up. Vratila sam to samopouzdanje i postala sam samouvjerena i ciljno orijentirana djevojka koja sam danas. Zato, dame i gospodo, želim vam da se obratim ovdje i sada. Ne sramite se ko ste, šta ste, odakle ste i odakle dolaze vaši korijeni. Svako u ovoj prostoriji ima nešto posebno i nosi ono nešto što ga ispunjava. Dragi moji, nikad ne sudite o knjizi po izgledu. Hvala. Sehr geehrte Damen und Herren, spoštovane dame in gospodje. Doma sem v dvojezični vasi, v vasi, kjer se še razmeroma dosti ljudi pogovarja v slovenskem jeziku.
Tudi jaz spadam med tiste, ki ponosni in radi govorijo domače narečje. Ta moja vas je Bilčovs. Iz Bilčovsa prihaja moj oče, ati, kako ga kličem jaz. Čeprav da sem rojen in doraščal v tej vasi, je zame vsako leto v šoli, kadar si učitelji zapišejo osebne podatke o nas učencih, izziv definirati moj materni jezik. To pa ne, ker mi je nemščina tako draga in pomembna, temveč zato, ker nisem le pripadnik slovenske manjšine tukaj na Koroškem, temveč sem tudi pripadnik manjšine Hrvatov na Gradiščanskem. Ta jezik, torej gradiščansko hrvaščino, govorim vsak dan doma z bratom in predvsem z mamo, ki je doraščala na Gradiščanskem in je gradiščanska Hrvatica. Več pa v svojem vsakdanu uporabljam slovenščino in iz tega razloga mi je definicija maternega jezika vedno znova majhni izziv. Da me pa ne boste razumeli napačno, vesel sem tega izziva in vsaj v enaki meri ponosen na oba jezika. Sem torej gradiščansko-hrvaško-koroški Slovenc ali pa koroško-slovenski gradiščanski Hrvat, kakorkoli že, tega sam zase še nisem čisto ugotovil. Kar pa je jasno zame je, da mi je zaradi kraja bivanja zgodovina in kultura koroških Slovencev nekoliko bližja. Identificiram se pa na vsak način kot pripadnik obeh manjšin. Ti dve pripadnosti, torej pripadnost koroškim Slovencem in pripadnost gradiščanskim Hrvatom, se spajata v mojo edinstveno identiteto. Ob začetku tega šolskega leta nam je učiteljica slovenščine predstavila teme lanske ustne mature iz slovenščine in je ena izmed tem se je glasila nekako to smer, ali je večjezičnost izziv ali pa darilo. In tako mi je prišlo na misel, da je to napaka. Kajti pravilno ne bi se glasilo večjezičnost izziv in darilo istočasno. Večjezičnost je lahko nedvomno izziv, ja predvsem, če si pogledamo preteklost, ne samo tukaj na Koroškem, temveč praktično vse posod po svetu. Vsakdanje diskriminacije, neprimerni komentarji so dokaz, da so z dvo- ali večjezičnostjo povezane tudi neugodne situacije. Vendar pa je ta naša večjezičnost vsekakor velike večje darilo in bogatstvo. Več znaš, več veljaš, ste danes slišali že večkrat in tudi od moje sošolke Julije. To je treba dati naprej tudi našim naslednjim generacijam, da se ne bodo bali slovenskega domačega jezika, temveč da ga bodo tudi v bodoče še obdržali živega. Politiki nam nudite osnovne okvire, na nas mladih pa je, da ohranjamo naš jezik. Odprtost do nemško govorečih mladih ljudi je ključ k temu, da naš jezik ostane živ in cenjen v naših krajih, da pa obiskujejo otroci naše dvojezične izobraževalne ustanove praktično vseh letih šolanja, a se konec koncev v prostem času kljub temu ne upajo uporabljati slovenskega jezika, ker ga pač le še ne znajo tako dobro, je dokaz, da tudi ti okviri niso popolni in niso do konca optimirani. In ravno o tem je treba razmišljati. Kako bi lahko dosegli, da bi tistim, ki se hočejo učiti našega jezika, olajšali preskok, vsakodnevno, aktivno in predvsem samozavestno uporabo tega jezika in s tem tudi povečali število ljudi, ki aktivno in ponosno uporablja slovenščino vsak dan. Čaka nas še veliko dela, predvsem, a ne samo nas mlade, kajti kakor je zapisal Ivan Cankar, narod si bo pisal sodbo sam. Hvala za vašo pozornost, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.